Prijazen pozdrav iz studia televizije VTV, vaše televizije Velenje. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, četrtek je pri nas čas za oddajo Najvižja in narodno zabavno glasbo in danes se bomo zagotovo imeli lušno. V studiu namreč gostimo 3 simpatične fante muzikante in trenutno sta tukaj le z menoj 2, to sta Matic in Sebastian, člana ansambla Zadetek. Dobrodošla, lep pozdrav. Hvala lepa, pozdravljena. Sestavljate ga 3 življenja polni mladi fantje, ne? Vaš ansambl, ki ljubite dobro glasbo in ste taki nasmejani, zelo zgovorni, to bomo kmalu tudi se vidi. Upajmo, da kmalu tudi brez mask, ne? To so zdaj ti novodobni časi, ko je pač to že skoraj del našega vsakdana. Sicer pa prihajate iz Štajerske, imam prav, dajte me malo popraviti. A moram jaz? In ti, da ti. Torej, naš šef Matic prihaja iz Pesnice pri Mariboru. In zelo dobro se mu sliši tudi po naglasu. Točno tako. Jaz tega ne morem skriti, ne vem. In tako je tudi prav. Tako. Kitarist Luka je sosed tule iz Vinske gore, jaz pa prihajam iz Podčetrtka. Tako da smo nekje malo mešani, ampak Štajerci. Lepo. In koliko let ste že na glasbeni sceni kot ansambl Zadetek? Zdaj pa bo že, kaj mi je že mislili, ne špilamo skupaj 8? Od 2014. Dolgo. Dolgo, ne? Dolgo. V bistvu mi smo že prej imela en sestav, na kar je polje z tega prišel Zadetek ven. Mislim, da 2014. Za tvojo 18-ko je bil Zadetek. 18-ko, tako je. Ti pa boš letos 26. Matematika. Tako da, čakaj, 8 let bo letos. Ja. Hitro mine čas, ne? Ja, dobrih 7 let že delamo, 10-ka se bliža. 10-ka se bliža, evo, okrogla bo počasi, ne? To se je včasih tako dolec delo. Sicer pa všeč mi je tudi vaše ime, Zadetek, ne? Pomislil bi človek na 101 stvar, ampak vem, da vi ste najbolj zadeti od dobre glasbe, imam prav. Odkje ideja za tole ime? Ja, predvsem ljudje si jo zapomnijo, tako ali drugač. Ampak dobro, no ni bila od tot ideja. Ideja je, prišel danes, ko smo igrali na... To je 18? Na moj 18, ja. Pa je od nekaj prišel, vi ste pa pravi Zadetek, pa takrat smo se ravno pogovarjali, ne bi naredili, kako bi naredili. In smo iz tega ven začeli, torej kot Zadetek in tako se je nadaljevalo in se je nekako nam primilo, nam se je dopadlo. Pa ko nas imajo, ne vem, potem, ko smo z ljudmi na zabavah, veselicah in podobno, potem razumejo, zakaj, ker mi pač se imamo fajn, tako ali drugač, da tudi avtomatsko se imamo, če se imamo mi fajn, tudi ljudje fajn. In to je včasih pač zanimivo, no. Torej splet nekih okoliščin in evo, Zadetek že 8 let šiba, ne? Na polno. V sestavu ste torej 3, pa me zanima, kateri je najbolj težaven, kateri zamuja na vaje, recimo. Neugodno vprašanje, ne? Mislim, v zadnjem času priznam, da sem jaz tisti, kjer ponavadi zamudim, ker pač imam ogromno več dela, kot sem ga imel prej včasih. Ampak nekako ne bi rekel, da imamo mi s tem probleme. Ker resno delujemo, toliko smo se v tem času povezali, da vsi vemo, kaj se od nas pričakuje, kaj mislimo v nekem času narediti, zakaj se dobimo in nekako nimamo teh težav. Nikoli ni bilo problema, tudi na igranje smo vedno prišli, tako da mislim pač nikoli se ni zakompliciralo nikjer, no. Torej v vseh pogledih zelo uigran tim, bi lahko rekli. Pa da popravim, še bobnarja imamo zraven. Da, še to, ja. Smo kot 4 drugače. Super. Predlagam, da začnemo z eno udarno polko, tako primerno za ta zimski čas, naslov je Snežinka. In komaj čakam, da jo slišimo. Ansambl Zadetek in njihova Snežinka, torej. Bela snežinka z oblaka beži, izmika se drugim, ojoj, kako sneži. Težko se prebija, leti sem ter tja, do hiške bi rada prišla. Tam se dekle svojim fantom
igra, snežaka postavlja se fletno ima, ekipa se smeje, v snegu leži, igrivo potiho pojesi. Snežinka bila, z neba si priletela, svet obletela, da k meni si prišla, po nebu drvila, božička prehitela, vse v sneg odbila, si prva bila. Se je bilo, se zima krasi in snežna odeja povsod nakrog leži. Zimska nam radost že greje srce, si deklica poje smeji. Snežinka bila, z neba si priletela, svet obletela, da k meni si prišla, po nebu drvila, božička prehitela, vse v sneg odbila, si prva bila. Po nebu drvila, božička prehitela, se v svet odila, si prva bila. Se v sneg odila, si prva bila. Tako, to je bila ena krasna zimska polka Snežinka in jaz sem polna vprašanj, ne, taka radovednica, po žensko bi rekli, a smučate? Ta tretji. Ta tretji. Okay. Mi dva smučamo, ampak samo ravno. Mi smo preveč lesejno, tako da ne, ni to Ja, za ni naju. vsak za vse, ne? Ne. Ta tretji je pa ravno, ki je v Švici, je smučal zdaj. Ja, Luka. res. Ja, par dni Tako da nazaj. to bo Luka pol več povedal. No, bo On pa je kasneje tako, on komot. kaj več na to temo povedal. Sicer pa, ko smo prej omenili, ne, pri narodno-zabavnem sestavu ste trije, ko pa igrate zabavno glasbo, na nastopih se vam pa pridruži bobnar. Kaj pa dela, ko ni na odru? Je na odru, dejansko tudi pri narodni glasbi Okej. je na odru, pa nam pač nosi potrebščine, kaj potrebujemo za dobro izvajanje narodne glasbe, tako naprej. Ne. In če ste žejni, ne, pogasi Te pa- tudi vašo te pa žejo. prijatelji, ne. Absolutno. V glavnem dobro mu gre, on je drugače čisti rocker in tudi v rock bandu je bil in še vedno je. Pa smo ga nekako mi zraven potegnili in niti ne vem, glih toliko, da je mogoče v Dolini Tihi poznal, ko je prišel, zdaj si vse narodne viže poje zraven, tako da smo ga čisto kužili. Torej, dobro mu je z vami, ne, vam pa je odlično z njim, ne. Definitivno. Točno tako. Sicer ste avtorji in izvajalci kar nekaj svojih melodij, s kom pa še sodelujete sicer? Bolj kot ne večino. Naredili smo dva stranska projekta, ki sta bila Zadetek v petek, pa Nasmej se, ko smo delali z Martinom Juhartom in Rokom Švabom. Ampak bolj kot ne, mislim, da ostajamo na svoji poti. Vemo sami, kaj nareje delamo. Ali kak bi rekel, da ti povej, ti boš to bolj z tretjega vidika. Ja, pač mi ne vem, ko prijemo na vaje, je to čist, kak bi, ne vem, kak bi povedal, spontano prije. Spontano. Ne vem, Matic pride, vzame harmoniko, pije, bo jaz sem se za tole neke v avti poslušal, ono tretje zaigra, poj pa mi to skupaj naredimo, ne. In skomponirate, naredite Točno skupaj tako. in nastane nova skladba. Ali pa ne vem, o čem bi naredili tekst, ravno za... Eno vem, da je dal Luka ful dober del, o čem bi tekst govoril, jaz sem ga napisal, smo poslali, skombinirali, v glavnem ne vem. Zdi se mi, da imamo tudi zaradi tega naše pesmi neki naš zven. Zdaj nekomu je mogoče všeč, nekomu ni, ampak nekako se lahko po mojem kot ansambl skozi to izražamo in tudi za nami to pusti pečat. Zdaj predvsem, jaz bi rekel, da smo predvsem na festivalih bolj kot ne lahko močni, v valčkih harmonijah in tukaj smo se nekako tudi najbolj našli, vsaj po mojem mnenju. To pa ohceti in zabave, ko pač gremo, vse ali nič, to je to, bo ko bo. Kaj pogrešate, ne, v teh časih, ko je manj nastopal odre, špile,
ljudi, poroke in te veselice klasične. Zdaj je Ja. dosti Ja. manj tega, ne, v zadnjem času, prej smo se pogovarjali. Tak orange špil ste imeli na zadnje, katerega oktobra? Drugega. Tega je že kar nekaj časa nazaj, ne? Mene je samo čisto tak strah, ker sem se navadil vikende spat. Aha, Tako Ja, da tisti preskok je pol spet malo težaven, ja. spomnim se prva korona, ko je bila, pa po koroni prvih špil, ko smo imeli, sreči ni bila poroka, mislim, k sreči, za tisto našo prvo, da se malo zaženemo, ne. Ob 11. zvečer, tako smo v eni sedeli, smo že tako bili take, ok, smo imeli, pa smo si mislili, komaj smo štartali, razumeš, kiše je jutro. Tako da, malo me je strah za štartati, nič drugega. no, jaz mislim, da s tem ne bo težav, ne? Ko pride ta čas, bo to eno veselje in ne bo problema seveda. ostati. Gremo k naslednji skladbi. Nadaljevanje bomo rekli tudi kakšno o puncah, oboževalkah in tako naprej. Zdajle pa si čisto znorela ena vaša dušna polka, ne? Ja, fajna je bila, no. Fajna je Snemati bila? bilo fajn. Sem že pozabil. No, pa mogoče rečemo, ji prisluhnemo, pa potem povemo še, veseljem. kaj je bilo tako posebnega na snemanju, Z ne? veseljem. Torej, nadaljujemo z glasbo. Ko na večer na vas hitim, na veselico, da se znorim. Zagledam te, kako žariš, na hitro polko se vrtiš. Si zaželim, da te dobim, do tebe stopim, ker ples želim. Te zavrtim in se smejim, ob tvojih usnicah topim. Si čisto znorila, domov si me vzela, me rada imela in noro ljubila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Si zaželim, da te dobim, do tebe stopim, ker ples želim. Te zavrtim in se smejim, ob tvojih usnicah topim. Si čisto znorila, domov si me vzela, me rada imela in noro ljubila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Se z mano igrala, poljub si mi dala in vso noč le moja bila. Tako, mi smo nazaj v studiu in z menoj še vedno dva simpatična gosta, torej člana zasedbe Zadetek. Tudi festivali vam niso tuji, smo jih že prej malo omenili, lahko o tem kaj več povesta? Ja, na festivalih smo se mi precej našli. Tudi zmagali smo Števerjam, Ptuj, Vurberg, še nekaj, Luče. Luče. Še, v glavnem, Bravo, več bravo, festivalov je samo bilo, to hvala. lahko rečem. In nekako smo se v njih našli. No, in z ljudmi, kateri organizirajo festivale, vse te festivale, mi smo se imeli z njimi fantastično. Torej z temi društvi, ki so, z temi, kaj delajo v teh društvih, na lokacijah, z ansambli, ne vem, fajn je preprosto, sicer je naporno, traja, mora se pripravljati in tako naprej, ampak res je fajn, no. Vsaj meni. Ja, Jaz bi še šel, samo še ne vem kam. Malo pride čas. Tako. Zima, ne? Komaj čakate tudi vidva na pomlad? Ali imata rada zimo? Verjetno ne, če ne smučata. Jaz imam zimo zelo rad, ko sem na toplem. Okay. No, ne, poletje je zakon, ne, to... No, Jaz ne verjetno grem od ne, glede na to, da ste pač taka fantovska zasedba, ne, vas verjetno tudi že malo že diši po pomladi, vsake toliko nas spomnijo ti toplejši dnevi tudi na to. Verjamem, da vas tudi že kdaj pa kdaj malo razganja, pa me zanima, ste po duši romantiki?
v vašem ansamblu? Po mojem najbolj bilo to punce vprašajo. Ja, to bi one mogli No, to je povedati. bilo naslednje vprašanje, Mislim, ker naše gledalke zagotovo zanima, ne ste že oddani? Ja, smo. Smo. Vsi. Vsi trije smo, ja. Štiri, Okej. Štirje, evo. Vsi štirje smo, tako da žal. Kako pa usklajujete to z oboževalkami, ki jih verjetno tudi ni malo na nastopih? Ali kako? Jaz bi rekel, da smo se nekako vsi spucali, ne morem reči, da spucali, ampak da so nas, ko smo skupaj prišli s puncami, so vedeli, kaj delamo. In to je nekako del tega, pač del nas je to, da nas za vikend ponavadi ni, ko pa pridemo v nedeljo, evo, to pa je naš Luka, soboto smo mi na Luka, ohceti. kje si Luka? Koliko vprašanj Ja, imamo za glej. Luko, ne? Ohcet za ohcetom, mislim, da vedno, ko smo špilali, pa mi tisto ob 8 zjutraj pospravljamo, ne, pa se menimo, jaz bom zdaj spal do 2, ne. Luka, vsaki ohcet, jaz pa prijem ob enih tahči na kosilo. Vsaki ohcet, mislim, da smo že umirali od smeha, no. Kar je lepo, ne? Ne, Dober saj je lepo. odnos s taščo. Absolutno. Moraš se potruditi. Tako Torej, da vajna mu damo idealna prav. tašča? Je idealna tašča. Je idealna. Kmalu bo tudi Valentinovo. Kakšna presenečenja pripravljate za punce? Verjetno si me spomnila. Ja, to ne smemo izdati, ne. Ne, zdaj si jih Ker potem ne gledajo. bo, ne, in ker zdaj vse tako. gledajo. Ok, Ja. bosta povedala takoj za naslednjo skladbo, prav? Vredno. Mamina pesem, Mama je ena sama, čudovit valček, si bomo zdajle privoščili in poskušali priklicati v studio Luko, ne? Ja, Da razloži še komot. on. Komot. Imamo za njega on že je Malo zelo težko zgovoren bo, fant. ampak se bo. Ga bomo nesla, on rad govori. Lepo. Torej, zdaj pa si privoščimo ta vaš čudovit valček z naslovom Mamina pesem. Uživajte. Pesem moje mladosti, vedno od majhnih nog me spremlja naokrog. Pesem tvoje radosti, utrde kot meni, naj se sanja vseh otrok. Nikdar nisem razmišljal, da večkrat življenje žal do vseh pravično ni. Vedno sem si zamišljal, da vare s teboj bom vse do konca svojih dni. Topel tvoj pogled, nižen tvoj dotik, pesem tvoja k meni vrača te. Ko sem majhen bil, k tebi se privil in v objemu toplem se zbudil. Mislih, mamica moja, vračam se v čas, ko skupaj srečna sva bila. Topel tvoj pogled, nižen tvoj dotik, pesem tvoja k meni vrača te. Ko sem majhen bil, k tebi se privil in v objemu toplem se zbudil. Najlep spomin je ostal doma, tvoja pesem
sem večno slišana. Zdaj srce mi bije za oba. Tako, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, še vedno spremljate Najvižjo in v četrtek je pri nas čas za narodno zabavno glasbo. Tole je bil čudovit valček, ki ste ga predstavili na katerem festivalu? Ta valček je bil predstavljen na Števerjanskem festivalu. To je bilo pa na 49. In požel je uspeh, ne? 49, ja. Bil je zmagovalni valček festivala. Na splošno potem tudi že prej na finalu, ampak tako sem že prej vmes povedal. Nam je bila to najljubša zmaga v petek. Zmaga na predizboru, ko smo dejansko odigrali svoje, mi nismo tam poznali dobenega človeka. Žal, lahko rečem, je ta trend, da pa če hočeš dobiti publiko, da si moraš nekako ljudi pripeljati zraven, tak pač je zadnja leta, roko na srce. In tudi dosti ansamblov si je takrat veliko ljudi pripeljalo zraven. Mi pa res nismo imeli niti enega in smo dobili publiko. To pa nam je bila največja zmaga. Vseeno nam je bilo za drugo, to pa nam je res bilo, no. Fajn je bilo. No, pa tudi takrat se mi zdi, smo bili najbolj sproščeni, ne? Smo šli na oder, pač kaj bo, ne? Neobremenjeno in neverjetno je potem... Števerjano je vedno fajn, ker je družba fajn in pač te to potegne, se meni zdi, no, vse muzikanti tako vejo, o čem govorim. Tisti, ki so bili tam. Tako da je, lahko rečem, najslajša zmaga, no. Res je bilo fajn. Sicer ste pa vi taki zelo družabni, ne? Ravno prej smo se pogovarjali, kako komunicirate tudi s publiko. Se hitro, ne, najdete? Ja, mi se že najdemo pred nekim, recimo, če rečemo poroko, že pred poroko se dobesedno z ženjem, pa ne veste, dobimo in že takoj takrat ponavadi začutimo, ono, gremo na free. Meni je hecno, ko se dobimo, pa mislijo, da bom oraden, pa me ne vem, še nekdo vika, pa sem takle na porobici me igral, ne me vika. Razumeš? Fajn se moramo Ste že na prijateljski ravni, ne? Točno to, ker je vseeno potem se mi zdi dosti bolj si sproščen. Ja, sebi lahko šli uradna muzika, gremo tam. Mi pač na drugačen način funkcioniramo in zaradi tega tudi lahko večjo zabavo naredimo in se lahko ljudje bolj zabavajo. In pač taki, ko smo prvat, taki smo tu, taki smo na zabavi in pač se imamo fajn, no. Super, to je to. Čist tak. Zdaj, če bi imela vidva seboj svoje punce, bi njujo vprašala, tako bom pa vaju, ne? Glede na to, da smo poslušali mamino pesem, a je katero od vas mamin sinko? Bi sam presodil, da ja ali ne? Jaz bi rekel, da ne. Da ne? Ne. Pa jaz tudi rečem, da ne. Včasih mogoče, no, ko smo bili mlajši. No, saj s tem ni nič Ampak dobro, narobe, ne? Narobe, Takrat imaš podporo, zdaj pa... Jaz grem rad domov, ampak tudi od doma, tako da. Recimo, v tem smislu. No, smeh je pol zdravja in vidva sta taka nasmejana, kar nasplošno velja za muzikante, ne, da ste taki veseli, dobrovoljni ljudje in tako je tudi prav. In zdajle sledi ena polka, ki ima prav tak naslov, ne? Nasmej se. Sploh v teh resnih časih je pomembno, da se znamo kdaj sprostiti, ne? To je res, to pa je res. No, to je polka pa en izmed redkih komadov, katerih nismo avtori sami. To pesem pa smo delali z Rokom Švabom. Smo pa video posneli sami, tako. Video smo posneli v času karantene, ko smo lahko bili dobesedno samo 4 na ožje skupaj. Mislim, da je bilo omejitev 5 ljudi ali nekaj takega v tistem času. In pestro je bilo, no, mislim, zdaj bomo videli, ki mi igramo, ampak drugač video, kaj smo se mi takrat presmejali. Tako da, fajn je bilo, no. In bili ste torej tudi zelo ustvarjalni v teh karantenskih časih, ne? Ste dobro izkoristili pravzaprav ta čas. Moraš izkoristiti vsako priložnost, ne. Zdaj pač, če imaš naenkrat nek podarjen čas, ga izkoristi za nekaj drugega, ne? Odlično. Torej, nasmejmo se, ne? Nasmej se, tudi vi, dragi gledalci, in prisluhnimo tejle lušni polki. Nič za to, če dan se nov začel, je zjutrom bolj slabo. Nič ne razmišljaj, kaj prišlo, bo do noči. Nič za to, če spodleti želja načrtov tudi 100, se bo pač jutri vse išlo, ko si želiš. Nasmej se dežju, snega belini, nasmej se vitru najlepih jav. Nasmej se soncu, srebrni luni,
vse to življenje nam bogati. Vsak tvoj dan naj bo bogato zlatim soncem obsijan in le s prijatelji obdan, tudi z menoj. Vsak večer prinese naj življenje tvoje srčni mir in nič ne drži se manir tega sveta. Nasmej se dežju, snega belini, nasmej se vitru najlepih jav. Nasmej se soncu, srebrni luni, vse to življenje nam bogati. Nasmej se dežju, snega belini, nasmej se vitru najlepih jav. Nasmej se soncu, srebrni luni, vse to življenje nam bogati. Nam bogati. Ja, mi smo zdaj skoraj zaplesali, ne, tako pozitivno sporočilo ima tale vaša luštna polka. Tako. Pravzaprav kar vsi, ne, tukaj na VTV-ju, ne, tudi iz redakcije smo videli, da so jih kar pete zasrbele, uživajo, ja. Mi delamo, oni pa uživajo, ne. So kar sposobni plesalci, tako da bi se mogli enkrat malo pokazati, vidimo. Se strinjam, da bi kdaj mogoče malo vloge zamenjali, ne, tisti za kamero naj pridejo pred njo. Tako. Sicer ne vemo, kaj bo posneto potem, ampak dobro. Bi znalo biti zelo zanimivo. Luka, dobrodošel tudi ti v studiu. Hvala lepa. Naredili smo vmes, dragi gledalci, eno manjšo menjavo, verjetno ste opazili, da še Luko malo zaslišimo, kako pa kaj, ne. Kako se počutiš na našem vročem stolu, Luka? Topo je, fajn mi ga je Sebastian zagrel, zelo je fajn. Zelo je fajn, a ne? Nič ne grizemo, nič ni prehudega. Zanima me, ker sta tako nasmejana, ne, kdo je pa na odru največji humorist pri vas? Kdo je tisti, ki stresa šale iz rokava? Ali ste kar vsi? Odvisno od dneva, no. Mislim, da po mojem najbolj Sebastian, no. Ja, po mojem tudi, ja. Mislim, jaz sicer največ govorim, ampak tiste, ko pridejo iz ozadja, ki so najbolj močne, tisto pa je tak seba, ko ga ne pričakuje. Tako, njemu se ponavadi najbolj smejimo, no, oziroma tudi publika to začuti. No, škoda, da smo ga spustili že iz stola, ne, ker bi lahko zdaj kakšno sočno šalo povedal. Ampak nič ne de, ne. Bomo na odru kdaj slišali kakšen vaš tak dober vic. To je najboljše. Najbolj smešna situacija, ki se vam je kdaj pripetila, recimo lahko mogoče za odrom, pa tudi na odru. A se spomnite kakega takega dogodka? Bilo jih je dosti. Ok, a lahko katerega delite z nami? Eno pa vem. Igrali smo v Ribnici, mislim, da. Tam, ko so one težke orge bile. Ko smo prišli, zmenjeni smo bili ob 1 uri, da se dobimo pred cerkvijo. S tem, da se takrat žal, mislim, da nismo prej ženino in nevesto srečali, ampak smo se pač dogovorili vse preko maila in tak naprej, pa telefona pa to. In smo mogli biti tam, mislim, da ob 12 uri, ali ne vem, nekaj tajega. Mislim, bilo ne malo prej. Pa ravno se je začela koračnica. Sicer je bil par prej, ki se je poročal, ampak mi smo mislili, da smo zamudili. Tisto je pa bilo, tako oni so že v cerkvi. Nekaj adrenalina verjetno in stresa, ne? Dosti. Ampak no, taki pripetljaji so veliko, ne, no. Pa res so včasih zanimivi. Enkrat smo imeli srečo. Igrali smo v Kočevju, ki nas je bilo strah se po poti staviti, ker pač medvedi, ne? Lani jih je bilo menda še posebej veliko. Ne vem, mi smo tam bili, ker v okolišu bližnje postajali. Ampak te smo pa imeli, tako vse si lepo pripravimo, postavimo, 3 ure prej smo doli, ker je daleč. Enkrat gledamo, nekaj se skadi. Mislim, da je bil
dva zvočnika sta delala od 8, kaj smo imeli zraven, ker se nam je pač tista glavna skurila. Ja, žal. Pa smo Kakšna smola? improvizirali. Kako ste pa improvizirali? Brez zvočnikov. Nismo imeli monitorja, pač je šlo naprej, kaj je bilo. Ne. Vse se da, če se hoče, Točno ne? to, Če je da. volja Smo to. in je Res je. potrebno pač Bi v rekel, vsaki situaciji znati. Ker je enih dogodivščin, od smešnih do takih stresnih, kaj je bilo, pa se lahko zdaj smejimo pa vsega. Kaj pa kakšna oboževalka, ne vem, je kdaj priletelo na oder kaj nespodobnega ali pa kaj takega? Še ne. Mislim, da ne, no. V teh 8 letih še ne. Ne vem. Bog ve, kaj bo v prihodnjih 8 Ja, letih. možno, da bo kaj. Mislim, smo že imeli marsikaj na Vse je bilo, opciji, ja. ampak ja. Ne bi zdaj vsega povedali. Ne? Dobro, včasih je potrebno kaj tudi skrit, ne? Tako. Res je. Ni vse za vsaka ušesa. Mislim, da če kdo vpraša, mi smo zelo skulirani, delamo vse po pravilniku. Ja, sploh nič takega ne dvomim. rečemo. Sebastian in Matic sta mi prej povedala, da si, Luka, ti pa edini ljubitelj zime Res in je. belih snežnih strmin. Pred kratkim si smučal. Ja, Ja. to je bilo, mislim, da prejšnji teden. Sem bil v Švici, za en teden v Lenzerheide. Bilo je odlično, res. Super. Ja. Pa tudi najbolj romantičen si menda od vseh članov, a tudi to A res? drži. Ja, ne, Pa ne. zelo fajn taščo imaš, Ja, vse to to sta pa res. povedala. Ja, to pa res. Ja, sem čuval v režiji, prej, ko sem sedel, da sta me lepo pohvalila, da hodim na kosila. Ja, Pa res je. lepo. Ja, vse je. Glej. Ja. Absolutno. Delujete zelo usklajen tim, ne? Vse to sta tudi povedala, tako da Ja. v bistvu se tako hvalite, ne? Eden drugega, v smislu eden drugega, da je to že skoraj neverjetno, ne? Kako lepo. Veliko smo skupaj, no, in res se Ste ena poznamo. taka mala družina, ne? Ja, Ja, samo to pa res je. Ja. Ja, to pa. Pa bi rekel tudi širša, ne samo mi, že nekako so in naše Ja. punce in vse skupaj nekako smo vsi Prijateljstvo, povezani med družinske sabo na tak vezi. način. Ja. Tako da, kje vse smo že spali, kako vse Oh. smo že spali, kje smo že bili. Tako da smo kar povezani. Ja. Lepo. To je zelo lepo slišati, ne? Da tako fino tudi širše funkcionirate. Kaj pa recimo bi šla nastopati v kak resničnostni šov, naprimer? Sta tudi za kakšne take izzive? Kaj to je bil resničnostni šov, ko smo bili? Ko pa? Talenti? Ne, vem, ne, to Ne, ni. to ni Na resničnostni talentih sta šov, ne? bila? Ja. Ja, z Wow. vokalno skupino Kantare, Okay. katerega Ki je- pevskega dela smo mi dva, instrumentalno pevskega dela pa je ves zadetek, ki je del tistega skombiniran. Tako da smo dejansko vsi. Zapleteno, ampak Ja. v bistvu ste potem res vsi. Ne? In to Ja, je ta ja, ja. vaša druga zasedba, s katero tudi nastopate, sicer na takih bolj žalnih slovesnostih, a ne? Tudi in žalnih in veselih in mislim, se, da že takrat je bilo povedano, da se kot Kantare bolj primarno smo vsaj začeli baviti recimo z petih na pogrebih. Zdaj smo se pa to nekako prenesli, se pravi, ne vem, nekako celotna naša glasbena družba je pač nekako skupaj diha, funkcionira na različne načine, v različnih dogodkih. Pomagamo si med sabo. Glasba ne pozna meja ne? In glasba je primerna Tako. za prav vse priložnosti. Zadnji poljub, joj, ko bi bil prvi, bi bil bolj vesel naslov. Ne? To je res, ja. Čudovit valček bomo zdaj le slišali. Je ta je valček iz Slovenske polke in valčka, ne? Ja, res. Tu pa na tem festivalu pa tudi nismo imeli nikak sreče, ker je bilo, vse nam je šlo na skrižka, nam je lahko šlo. Prvo smo se lepo pripravili, se pripravimo za prvi predizbor, tako rekoč. Ja, Ne? ja. In jaz moram, žal, kar zvem 10 dni prej, na operacijo in sem brez roke. In ne Ojoj, morem igrati. Kakšna smola. Iščemo mi nekoga, da nam pomaga, vadimo skupaj, vse obračamo sem pa tja. Tam nismo špilani, ker nismo navajeni, ampak dobro, zguramo skozi. Smo pripravljeni potem za drugo rundo igranja, ne? Na kar se pač žal vse prestavi zaradi korone Korona. in se postavi nov datum. Nov datum je bila nedelja, mi smo imeli tonsko vajo ob 7:30 zjutraj, Ja, uradno. Ne? uradno. Uradno. Kaj pa sledi, ampak neuradno? sledi, ne. V petek zvečer mi igramo Abrahama, katerega ob 8 smo ga začeli. Ja. Ktorega ob 3 končamo, torej smo bili doma ob 5 uri. Ob 10 mi dva s Kantare pojemo na eni prireditvi in po tej prireditvi se vsedemo v avto in se peljemo na poroko. Avtodom. V avtodom, z avtodomom smo Avtodom. šli od našega Sanja, našega bobnarja. In se mi z avtodomom peljemo na poroko, cel avtobus na vas, mislim, svetovno je bilo, ohcet je bil bomba. In mi bi mogli biti ob 7:30 zjutraj v Ljubljani na tonski vaji. Ob 7 smo začeli pospravljati. Pol ure prej, tako da smo bili, mislim, da 8 pa 10 na tonski vaji.
tako smo gledali, 5 nismo mogli, 100 nismo mogli. Pa smo tu če nekako prišli skozi, pa smo se te finala veselili, ki pa je pač bil žal so bili predvajani spoti, ker pač ponovno zaradi korone nismo mogli, ampak kaj smo dali mi takrat skozi? Pestro je bilo. Pravijo, ne, da se vse z nekim razlogom zgodi in če takrat, kot si rekel, ni bilo prave sreče, ne, pa v končni fazi na koncu je bilo vse tudi dobro, ne, pa morda ta prava priložnost tam še pride za vas? Najbolje pa je bilo, ko smo mi delali tonsko, pa smo bili tako celi zmotrani, ne, ker smo bili z avtodomom, ker smo vedeli, da bomo prespali, kaj bo sledilo, ne. Nam je naš bobnar palačinke spekel in smo prišli na zajtrk, ko smo končali. Kakšen krasen, sladek moment, ne? Super je bilo, tega pa nikoli ne bomo pozabili. Je pa tudi lep valček. Da ste si potem posladkali, ne, to neprijetno situacijo, ko ni šlo nič po planu. In zdajle pa želimo slišati ta čudovit valček z naslovom Zadnji poljub. Bila si kakor žarek, ko nasmehnila si se, me tvoj pogled omamlja, odkar spoznal sem te. In tli v meni želja, da moja bi bila, bi tavala po svetu, bila zaljubljena. Videvam, veliko sem s teboj, saj mojega srca ti čaroben si napoj. In zmeraj, ko sva skupaj, mi v srcu je toplo. Kako naj osvojim te, kako da bo lepo. Poljubi me nocoj, saj zadnjič sem s teboj. Ne bo me več nazaj, me ne sprašuj zakaj. Poljubi me nocoj, saj zadnjič sem s teboj. Nikdar ne bo mi žal, spomin bo lep ostal. Poljubi me nocoj, saj zadnjič sem s teboj. Nikdar ne bo mi žal, spomin bo lep ostal. Pogosto te videvam, veliko sem s teboj, saj mojega srca ti čaroben si napoj. In zmeraj, ko sva skupaj, mi v srcu je hudo, ker nisem ti povedal, da name čaka dom. Poljubi me nocoj, saj zadnjič sem s teboj. Ne bo me več nazaj, me ne sprašuj zakaj. Poljubi me nocoj, saj zadnjič sem s teboj. Nikdar ne bo mi žal, spomin
bil zadnji poljub, ampak mi smo optimisti in vsak konec je tudi nov začetek, a ne, fanta? Tako je. Matic, ti si sicer tudi študent glasbe, torej resen profesionalni glasbenik, ali kako se ne izrazim. Študiraš... mislim, se vidi, ne? Sploh, če ne bi imel maske, bi se zdaj ta nasmeh tako lepo videl. Skratka, študiraš v Gracu? Študiram v Gracu, tako. Študiram klavirsko harmoniko v smeri klasike, sicer me bolj zanima zadnje čase jazz, ampak dobro, no tako da ja, načeloma sem študent glasbe. Nekje sem zasledila, ne, da si bil kot otrok navdušen nad znanostjo, vesoljem in fiziko. To je pa čist nekaj drugega, ne? Še zdaj sem, ampak res ljubiteljsko, no. Nasploh vesolje, vesoljske firme, SpaceX, NASA, galaksija, skrivnosti vesolja, fizika, kako deluje gravitacija, svetlobe, pa vse do atomske fizike, ampak resno se pravim, ljubiteljsko. Res me zanima, zanimivo mi je, ne znam formul, pojma nimam, ampak mi pa ja, zanimivo mi je. Zelo zanimivo. Če ne bi bil glasbenik, bi pa bil mogoče pilot ali pa kaj tega. To je ali pa astronaut. Ja, to smo malo mali v Sloveniji, da bi prišli na take. Luka, pa tvoji hobiji, oziroma bom takole vprašala, s čim se pa ti ukvarjaš, kadar nisi na odru, recimo, pa ne nastopa z ansamblom. Torej vsi... Ne vsi, no, ti imaš glasbo, uradno boš imel to službo, ne pa še z ansamblom. Uradno že imam to službo. Že imaš to službo. Torej vsi imate službo in pa še ansambl za zraven. Kako se to združuje? Je kar naporno verjetno, razen v koronskih časih, ko je manj nastopov? Je kar naporno, sicer jaz imam v službi, hvala Bogu, si lahko tudi malo urnik prilagodim. Imajo posluh za to? Ja, res je. Tako da gre, no. Pozna se pol v ponedeljkih. V ponedeljkih ob 6 zjutraj vstati je kar problemno. Ampak po drugi strani, ne, jih pa lahko kdaj tudi zabavaš, naprimer, ko pride petek, ne? Ja, lahko, ja. Nizki štart gremo. Torej, kakšna zvrst glasbe, recimo, vas pa v svojem prostem času zanima? Kaj najraje poslušate, kadar ne poslušate, recimo, narodno-zabavne glasbe, ali pa, ko poslušate kak drug ansambl, recimo, če bi lahko enega izpostavili na naši sceni, kater bi to bil? Katerega najraje poslušate, ko se skupaj na nastopu vozite v avto, naprimer? Odvisno, kdo predvaja muziko. Aha, Štirje smo. Dobro, torej, vkusi so različni? Zelo različni, ja. Torej, vajina vkusa? Tudi različno. Kaj bi vidva izbrala? Mislim, začni ti. Tako, Luka, ti prvi. Pa, jaz mislim, mene najbolj zanima neka zborovska glasba oziroma a capella, to, no, štiriglasno. Presenetil si, moram reči. Ja, to, no. Jaz sem bolj kot ne jazz, funk, jazzy funk, bossa nova, v teh smerih. Naš Sani, torej bobnar, bo si dal gor, kaj se že? Blom, 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 kako da ima blom, blom? Daj mi pomagaj. Dubioza mogoče. Dubioza, hvala. Blom, blom. Blom, blom. Potem bi se tudi jaz z njim v avto vozila. Evo, no Sani je bolj v tej smeri, naš Seba bo pa dal gor slaka. Ja, super, ne, za vsak okus nekaj bi rekla. Tako, definitivno. Kar ni slabo, ne? In se malo prilagodite, enkrat eden, drugič drugi in vedno se imate luštno in fajn. Tako, vse poznamo, vsi nekaj. Zdaj le sledi pa polka, Deklica. To pa je prva pesem, katero smo naredili v tej zasedbi. Namreč, Luka se nam je pridružil 5 let nazaj. 5 let? Mislim, da. 18 let. Tu nekje. Takrat je bila ena in edina in zadnja, kaj se mene tiče, menjava v tem ansamblu, ker če se še ena zgodi, tudi mene zgodi. Hvala. A ne, upali pa ne bomo, kar bilo, ne? Ne, pač tako realno. V glavnem, ja, to je bila prva skladba, katero smo naredili v tej zasedbi potem. Torej jaz, Luka in Sebastian. Torej, nadaljujemo v ritmu polke z vašo Deklico, ansambel Zadetek. Sedil sem v baru s prijatelji na pivu in videl prek ceste res slušno deklino. Stopil sem k njej in rekel ji fino, a prideš z mano nocoj. Se vstala je pogledala, kaj z mano se dogaja, takoj se zaljubila in roko mi podala. Se skupaj šla na ples, ter noro se imela, že ljubčka, dobil sem parkrat mes. Zdaj
moja, ta deklica postala je in z mano življenje lepše je kot prej. In moja, ta deklica še dolgo bo, ne dam je, moje je dekle. Zdaj pleševa vsak dan po hiši gor in dol, in včasih se zamislim, pa ti si malo nor, da naše vsi dekle, ki dala ti je vse, ljubim jo iz dneva v dan vse bolj. Zdaj moja, ta deklica postala je in z mano življenje lepše je kot prej. In moja, ta deklica še dolgo bo, ne dam je, moje je dekle. In moja, ta deklica še dolgo bo, ne dam je, moje je dekle. Moje dekle, ne dam je, moje je dekle. Kadar je dobra družba, pa čas tako zelo hitro teče in ja, smo že skoraj proti koncu, bežimo naše oddaje, ne, zato moramo pa še zdaj izkoristiti in čim več povedati. V redu. In jaz imam še kup vprašanj za vaju, ne? Tako da, dajmo. Če bi bila lahko ta trenutek kjerkoli na svetu, Matic, kje bi bil ti? Barbados, morje, toplo, nekaj tajega. Kakšni lušti. Ja. Pa ti, Luka. Jaz bi bil pa v Švici, na smučanju. Dobro si se znašel. Ok, sta že imela kdaj zlomljeno srce? Mislim, da smo ga vsi že na nek način imeli kdaj. A bejš. Kdo bi si mislil? Kdo bi si mislil, kako ga zakrpata, če pride do tega? No, zdaj sta srečno, zaljubljena, vse štima, ampak če bi pač, ne, kako bi dala na svet našim gledalcem, ne, ki imajo zlomljeno srce, kako naj to čim bolj Da si sanirajo? zavrtijo glasbo ansambla Zadetek. Tako. In bojo takoj dobre volje, Vse tako kot naše mi, ne? pesmi, vse skozi, dvakrat repeat. Tako, imamo recept, ne? Tako. In ja, to zlomljeno srce, valček bomo zdaj poslušali, se malo raznežili, potem pa pokrpamo rane in V redu. nadanemo nasmeh, ne? V redu. Gremo, ansambel Zadetek in zlomljeno srce. Morda midva se bova še skupaj igrala, si srečo podarila, življenja najina. Vendar sedaj objema ne bova čutila, vsak bo od naju odšel drugam, vsak v neznano kam. Vsak dan vseh sanj ne moreva skupaj živeti, pogrešam tvoj nasmeh in iskrice v očih jesennih ti. Si močno srce te želi, napolnjeno s čustvi spomini na ti, ko solza po licu polzi. Življenje naše mlado mnogo ima poti, zakuje svoje sanje in po svoje jih živi. Veselje ali žalost rane pusti, zdaj solze zlomljenost duši srci.
pa skupaj živeti. Pogrešam tvoj nasmeh in iskrice v očih jesenjih ti. Si močno srce te želi, napolnjeno s čustvi spomini na te, ko solza po licu polzi. Življenje naše mlado mnogo ima poti, vsakuje svoje sanje in po svoje jih živi. Veselje ali žalost rane pusti, zdaj solze zlomljenost duši srci. Veselje ali žalost rane pusti, zdaj solze zlomljeno suši srci. Tako, zdaj pa spet veselo in pozitivno nadaljujemo in za vaju imam res zanimivo vprašanje. Sploh ne veste, kakšno srečo imate nocoj. Sem Zlata ribica in vama vsakemu izpolnim 3 želje. Katere 3, Matic? Konec korone. Jaz se strinjam. Tudi moja prva. Še dve. Čim več igran. Tako, pa dobre družbe. Ja. Pa. Vsak posebej. A vsak posebej, radimo 3? Ja. Ti si svoj bonus pri ribici že izkoristil. Okay. Več prostega časa. Ves pa ti. A ja, jaz sem spet. Ja, moram poštudirati, no. Več Ne, saj vama gre odlično. No. V bistvu je lepo, ne, da imate tako skromne želje. No. Dosti časa, da bi lahko skupaj delali malo več. Pa zdravje verjetno tudi, ne. Ta korona nam je Ja. pokazala, da ene stvari niso čisto samoumevne. Točno to. To pa je res. Dobre volje vama pa tako ne manjka, tako da če vse to združimo, to si pa narediš. ena lepa prihodnost vas Točno to. čaka. Bliža se slovenski kulturni praznik, kaj vama pomeni? Prosti dan. Doma smo. To se že časa z šole spomnim, doma si. Ja, jaz, podaljšam vikend. Kako boste preživela ta dan? Torej doma, z družino? Verjetno res je. Doma. Pa lepo bi Ja. bilo verjetno to kulturo dialoga in spoštovanja imeti kar vsak dan prisotno, ne? Zdaj se mi zdi, da v teh časih se včasih kar malo pozablja med ljudmi na to, ne? Je en kupenih tren, ampak mi se ne damo. Jaz bi rekel, tega je vedno preveč. Ja, Tako da, zato je vedno fajn imeti muziko, pa se se imeti strinjam. fajn. Zakaj bi si delali življenje slabo? če pa Tako, pa skupaj je treba držati, ne? Točno to. Ker tako smo najmočnejši. Točno to. Načrti za prihodnost, predno se poslovimo. Ja, jaz sem že mislil malo v maju, ko začnemo s porokami. Predvsem to, tako da počasi bomo mogli vadi začeti. Pa mogoče, da združimo oziroma vse te skladbe nove, da zapakiramo v eno zgoščenko, To bi bilo fajn, kak koncert narediti. pa če kak bo koncert, ja. Smo ga že dejansko začeli pripravljati. Korona je udarila ven marca. Ja. Mislim, da je bilo marca 2020. Mi pa smo že konec februarja začeli prve priprave, kako bi koncert konc leta izgledal. Torej vas skupaj z Tako da- gledalci in gledalkami zdaj kar primem za besedo. Ja, ko In bo se veselimo. korona dovolila, z veseljem. Ja. No in pričakujemo vabilo na Z koncert. veseljem. No, super. Zanima me še, kdo skrbi pri vas za promocijo in te zadeve. Verjetno vas lahko gledalci najdejo na kakšnem Facebooku. Kolikor sem zasledila, Facebook. ste kar aktivni. Facebook, Instagram, YouTube pa to. V glavnem, vse posod jaz bi rekel, da nekako bolj kot ne drugega priganjamo, ker od nas doben ni ravno navdušen nad družbenimi mreži. Ja, res. Kar je Ma- pravzaprav plus, ne? Imamo jih, pa ko fajn je, ko si moraš kaj napisati. Drugače pa nekako za objavljanje smo vsi bolj levi oziroma lenjen, kako bi rekel. Tako da bolj kot ne,
drugega tišimo, veš, pa na ohceti, pa to dajmo te nekaj objaviti, da bo se nekaj dogajalo, ne. Tako da ni nekega enega, ki bi rekel, to tišči pa dela, kar se tiče omrežij pa tako, ampak nekako vse Ampak delamo vseeno skupaj. obveščate Tako, svoje tako, oboževalce to pa- o dogajanju v vašem ansamblu. Ja, fanta, hvala, bila sta odlična družba. Ja, hvala tebi. Veliko To se še da uspeha, večkrat, z veseljem. veliko uspeha. V prihodnje želim celotni zasedbi ansambla Zadetek in ja, pridite še kaj, ne, da še kakšno rečemo, toliko še imamo za povedati. Z veseljem, hvala lepa in enako. Se veselimo. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa najlepša hvala za pozornost. Spremljajte Najvižjo tudi na Facebooku, pa tudi ansambel Zadetek, takoj povšečkajte. Mi se vidimo spet prihodnji teden v četrtek, do takrat pa imejte se kar se da lepo, uživajte in lahko noč. Mlad sem fant, muzikant, pismi pojem in igram, z dobro družbo kot ste vi, res najlepše se imam. Ko moj glas se oglasi in v srci zazveni, dobra volja vsem skrbi nadomesti. Vsaki dan, vsako noč, on sprehaja se pojoč, lepe viže pismice, poje v iskano vso moč. Glej, veseli je fantič, pravi mali fič firič, nikdar slabo voljo ga ne spravi nič. Ko muzikant zapojem, tra-la-la-la-la, pogledal sad me prav veselo, spet vriskalo se bo in pilo, plesišče v ritmu zavrtilo, zato zapojmo skupaj, tra-la-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo, ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. Vsaki dan, vsako noč, jaz prehajam se pojoč, lepe viže pismice, pojem vriskam na vso moč. Glej, veseli je fantič, pravi mali fič firič, nikdar slabo voljo ga ne spravi nič. Ko muzikant zapojem, tra-la-la-la-la, pogledal sad me prav veselo, spet vriskalo se bo in pilo, plesišče v ritmu zavrtilo, zato zapojmo skupaj, tra-la-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo, ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. La-la-la-la, naj zdaj prekrasno se imamo, ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo. Ko muzikanti vam igramo, veselje s pismijo podamo.